takole, zdaj sem pa pri tej knjigi, ki jo je napisal Ivan Tavčar pred 100 leti, pred več kot 100 leti, letos je tudi njegovo leto, včeraj je bila, se mi zdi, obletnica njegove smrti, ne. On je 1891. začel pisati to knjigo in je rekel približno takole: času primerna povest je roman 4000 iz prihodnjih dob, po vzorih doktor Ničmaha, napisal doktor ne ve se kdo. Doktor ne ve se kdo je Tavčar sam, doktor Ničmah je pa znani slovenski hiperklerikalec, ki se imenuje doktor Anton Mahnič, človek, ki je dosegel veliko slavo z tem, kako je interpretiral monoteistično religijo. Tukaj smo pri enem hudem problemu, ali je lahko deluje monoteizem brez sovraštva. Ta isti gospod Mahnič, ki je, jaz sem ga vzel kot knjiga njemu posvečena v bistvu, ali obdobju, v katerem so živeli ti ljudje in Mahniči in tako naprej. In ta isti Mahnič pravi takole, zdaj poslušajte, kako grejo stvari, funkcionirajo. Iz ljubezni do Boga moraš sovražiti tistega, ki vanj ne veruje, oziroma ki ne verjame, da cerkev pravilno razlaga in zastopa Boga in naprej take in gor in dol in gor in dol, ne. Ampak to je princip monoteistične religije. Vera v enega Boga, pa naj bo Jahve, naj bo Bog, trojedini Bog kristjanov, naj bo Bog muslimanov, Allah, je nemogoče prenesti med ljudi, nemogoče je teologijo prenesti med ljudi, da ne bi postala politična ideologija, katere motor je sovraštvo. In ta knjiga govori, moram reči, predvsem o tem, gre za vojno med klerikalci, ki jih zastopa ta isti avtor, ki se imenuje sam Mahnič, in Tavčar, ki je na drugi strani liberalec, ne. In ta filozofija, ta način razmišljanja, ne, je pripeljal pol malo kasneje, ko je bila priložnost in druga svetovna vojna je idealna priložnost, do državljanske vojne, ki so z velikim zadovoljstvom sprožili komunisti, pri čemer so klerikalci bili iztrenirani za to, ne. Kot celoten vrh katoliške cerkve je bil streniran za to, da bo prišlo tudi do državljanske vojne. No, tukaj smo pri nečem, čemur se reče večni razkol. Zdaj, jaz ne morem iti daleč v zgodovino, omenil bom samo krst pri Savici in potem 1000 let tega, od kje je filozofija tega razkola, ki je dan današnji, ni drugačen, da smo si na jasnem. In tukaj imamo eno malo možnost, življenje v demokraciji, v katerem ljudje, ki različno mislimo in različno hočemo, eventualno živimo skupaj, eventualno lahko živimo skupaj, pri čemer, vkolikor bo demokracije konec v Evropi, se bo zgodilo tisto, kar je bilo v Evropi vedno, strahovite vojne. Zdaj, zgodba je krasna, jaz mislim, da je odlično, da se je ta drobna knjižica izdala. Zdaj, zakaj je fajn? Zaradi tega, ker je tako drobna, jo lahko z veseljem preberete in se mi zdi, da se jo splača prebrati. Hvala lepa.